Ja, jaz sem imela grozno tremo pred prvim javljanjem v živo, pred prvim vklopom, tako kot najverjetneje vsi. Moj prvi vklop je bil na Prešernovem trgu na Silvestrovo. En dan prej sem vedela dejansko, da moram pač stopiti pred kamero in to opraviti. In to je po moje še bolj podaljšalo to mojo agonijo, res. Čeprav je bilo pričakovati, trema je vedno prisotna, tudi danes, in se mi zdi, da to ni nič slabega. Se mi zdi, da takrat, ko dejansko zgubiš vso tremo pri svojem delu, potem... Ampak se pa spomnim, da so se mi noge tresle, da jih nisem čutila, da sem se bala, joja se mi bo tresel glas, kako bodo to, roke bojo kar migetale in tako naprej. Ampak enostavno takrat si rečeš, lej, to je treba zvoziti, čez to moraš iti. Imam pa en majhen trik, ki ga najbrž uporablja veliko mojih kolegov in kolegic, preprosto dihanje. Se zravnaš, parkrat globoko vdahneš in treme skoraj da ni. Zelo učinkovito priporočam. Če veš, kaj želiš povedati in kaj moraš povedati in kaj je res pomembno, da ljudje slišijo, se osredotočiš na to in odgovornost prežene tremo.